Prisrčno pozdravljeni bralci in bralke, ponovno pa tudi gledalke in gledalci. Kajti Siol Sportal je razširil krila, razšel se je z običajnim spletnim formatom in prišel na podcast oziroma novo dobo, ki se imenuje Siolov podcast. Zato smo izbrali zelo zanimivega sogovornika, ki nam bo poskušal razložiti fenomen, ki se je prejšnji teden razbohotil po Sloveniji, namreč Slovenija je znova zaživela nogometno. Z nami pa bo eden in edini, veliki nogometni strateg in še marsikaj drugega. V veselje mi je, da je danes z nami gospod Slaviša Stojanović. Rok zdravo. Pozdravljam Slaviša, v veselje mi je, da lahko spregovoriva par besed. Kaj počne Slaviša Stojanović zdaj? Trenutno se ukvarjam na nek način z nogometom, vendar izven igrišč. Delam za dve ekipe neke taktične stvari, kar se tiče standardnih situacij in prekinitev, tako da s tem se ukvarjam. Čakam na neko priložnost, ki bi mi zopet tako zaintrigirala in zainteresirala, da se spravim zopet na igrišče in da se borim za nekaj. No, govorimo o običajnih ekipah, ampak vendarle kaj večjega, ker vemo, da ste sodelovali v preteklosti tudi z določenimi izbranimi vrstami. Ja, trenutno je kar v obtoku tudi to, se pravi, v kontaktih sem z dvemi nacionalnimi selekcijami. Bomo videli, kako se bo odvijalo, zdaj so se ravno kar zaključile kvalifikacije. Nekateri imajo še veljavne pogodbe, bomo videli, kako se bo to odvijalo, ampak tukaj kaj vnaprej govoriti je zelo nehvaležno. Je pa ta nogometna fronta, kar se tiče iskanja nove službe, take bolj stalne, verjetno malce nehvaležna. Že dolgo ste brez kakšne klubske službe, si sploh še želite delati kot trener kluba? Ja, seveda si želim, absolutno. Dve leti dejansko nisem na igrišču. Prvo leto sem si vzel čas za sebe, za svoje bližje in predvsem za svoje zdravje po eni zelo neugodni zgodbi zdravstveni, ki sem jo doživel v Sofiji, pa če to se je tako odvilo. V naslednjem letu sem bil svetovalec v Domžalah, sedaj pa čas, da se spravim na igrišče. Definitivno poln sem motivacije, poln sem nekih novih idej, tako da upam, da se čim prej to realizira. No, vidiš, običajno ne vara, zdaj le vidim vaš ta smeh, zdravje mi verjetno vse v redu. Kolikor lahko jaz po nekem svojem subjektivnem občutku ocenim, je relativno okej. Probam se držati nekih pravil, ki so v mojih letih še kako pomembna. Vemo pa, kako je biti nogometni trener, vse prej kot pravljično. To so stresi od 1 do 100, kako bi ocenili vse skupaj. Na svojem primeru ste videli in lepše in manj lepše in zelo, zelo strašne zadeve. Od 0 do 100 bi ocenil 110. Tako da to zaradi tega rečem, ker samo mi, ki smo noter v tem tako imenovanem mlinu, lahko vemo, koliko je to včasih stresno, koliko je to pomembno, koliko je tukaj nekih dogajanj, ki niso nogometna, koliko je stvari, na katere ti kot trener ne moreš vplivati, tako da enostavno. Zdaj se spomnim, ko sem postal trener, ko sem postal prvak s Crveno zvezdo, mi je eden rekel na koncu, eden od navijačev, ki me tudi sprejel, ko sem prihajal, rekel, no, sedaj pa greste lahko mirno v Sirijo, se tam usedete, bombe padajo okoli vas, vi se pa smejete, ker to, kar ste tlele doživeli, ne boste nekaj reči. Pa je to res tak cvetober čustev, enih določenih dimenzij, ki jih v Sloveniji niste nikdar občutili, ta srbski klubski nogomet in ta veličina? Pa ja, to je, rekel bom, en balkanski mentalitet, podobne zgodbe sem doživljal tudi v Sofiji. Ljudje to popolnoma drugače dojemajo. Evforija je neverjetna ob uspehu, tragedija je neverjetna ob neuspehu, tako da nekih vmesnih poti pa nekega časa za dozorevanje ni. Ne. Tam si zdaj takoj ali pa si hitro pečen.
No, na srečo, vi ste občutili tisto lepšo plat. Bili ste prvaki po dolgem času, to Partizanovo dominanco prekinili, zato so vas navijači praktično nosili na rokah. Ja, bil je to lep občutek, samo ni tako bilo bajno od začetka. Prišel sem, recimo, neki 14. dan priprav po izjavi bivšega trenerja Sapinta, ki je rekel, da on pa tlele ne more nič narediti in da gre, da se mu niso pripeljale stvari. Tako da priključil sem se v Sloveniji na pripravah Crvene zvezde, nismo štartali dobro, neugodni rezultati, bi botrovalo k temu, da se je marsikaj dogajalo na igrišču in izven igrišča. Ampak potem je pa tako, toliko slajši bil ta uspeh, katerega smo proslavili pred 55,000 ljudi v eni fantastični atmosferi in potem se ta atmosfera še kar nadaljevala. Ja, kot bi rekli, srbski bratje na Muki se poznajo enaki. Recimo tako, ja. In v Zvezdi ste točno začutili, kaj je pravi pritisk. In obredli ste ga zelo dobro, malce drugače pa je bilo predtem, ne? Ko ste eno določeno rano pustili, ko ste bili selektor Slovenije, ni šlo vse gladko. Absolutno ni šlo in to je, če se tako ozrem nazaj, ena najbolj črna luknja, bom rekel, moje profesionalne nogometne kariere, trenerske. Tako da še vedno mi ni vseeno, kaj se je dogajalo, še vedno mi je nerazumljivo, zakaj se je tako dogajalo. Še vedno je polno odprtih vprašanj, ampak če želim gledati naprej, se ne smem ozirati nazaj. To je čisto popolnoma jasno in enostavno, ampak pridejo momenti, ko so mi nerazumljive stvari. No, ko pridejo pa taki trenutki, da Slovenija se po letu 2010 ponovno vrsti na veliko tekmovanje, kako se iz te prizme, ko ste bili nekdanji slovenski selektor, dotikate teh uspehov reprezentance? Vendar je še nekaj imen, s katerim ste tudi vi sodelovali. Absolutno je kar nekaj igralcev, kateri so sodelovali z mano oziroma kateri so začenjali svojo reprezentančno pot. Jan Oblak je imel debitantski nastop pod vami. Kurtič je še vedno tukaj. Stojanoviću nisem sicer bil nikoli trener, ampak imamo neke druge veze, tudi preko očeta. To moramo razčistiti. Niste v sorodu? Ne, nismo v sorodu, ampak poznamo se že dolgo časa. Tudi v odločitvah smo, spomnim se, ko je iz Maribora treba prestopiti k Dinamu. Jaz sem v istem trenutku treba prestopiti na Kitajsko, tako da takrat smo neke skupne odločitve delali čisto neplanirano, tako da spletla se je neka vez, tako da sem vesel zaradi vseh teh, tudi nekaj igralcev, tudi nekaj članov strokovnega štaba, fizioterapevtskega štaba je z mano sodelovalo, tako da enostavno sem vesel zaradi njih. Vemo, še to dodamo pri Petru Snjanoviću, on je Štepanjskega naselja, praktično tam ste vi živeli, koliko je to razdalje? Nekaj 100 metrov? Ja, med vajnima blokoma. Ja, Štepanjsko naselje je res dalo ogromno reprezentantov in včasih se pohecamo, če bi naredili reprezentanco Štepanjskega naselja, da bi to bilo kar zelo konkurenčno. Normalno, pod pogojem, da smo vsi v normalni formi, zdravi in željni. Mislim, da bi se borili v slovenski ligi celo za naslov državnega prvaka, to je moje skromno mnenje. Mislim pa, da ne obstaja naselje na svetu, ki ima toliko reprezentantov, kot ima Štepanjsko naselje v celi zgodovini. Ja, to bi mogla eno tako celovito študijo narediti, ampak absolutno, mislim, da kandidat je on, pa Fužine, Jarš, že malce manj, ampak vseeno. Tako, sigurno. Če samo omenim na hitro, tle Željko Milinović, Gregor Židan, pokojni Suat Beširović, Dušan Kosić, Nenad Protega, Safet Hadžić, Nihat Pejković, Aleksandar Knaus, Dražen Žeželj, se pravi, to so na hitro, sem še kakšnega sem mogoče spustil, ogromno število kvalitetnih igralcev in reprezentantov, tako da to je to. Kaj pa dol? Ste očitno zaživeli kot otrok v pravem nogometnem okolju? Ja, sigurno. Na eni strani nogomet, na drugi strani glasba, tako je bilo razdeljeno Štepanjsko naselje, tako da imeli smo turnirje med ulicami, imeli smo
tekme zelo resne, tako da igrišča smo si sami delali. Na vhodu v Štepanjskem naselju je bilo neko mizarstvo, ki je imel, ne morem se zdaj spomniti, kako je bilo točno naslov, ampak mizarstvo, pa ogromno žagovine, ki se je potem od vsega tega lesa nabrala tam, mi smo to vedno pridno vzeli, pa smo si začrtali igrišče na travniku. Zametki pol sponzorstva. Absolutno. To so lepi dnevi, danes je žal drugačna generacija, drugačne navade. Mislim, da ulični nogomet izgublja, da ga pogosto ne najdemo več na slovenskih ulicah. Zdaj je prevladal digitalni svet. Ja, prevladal je digitalni svet, oni bi tudi najraje tudi profesionalni nogomet igrali s posle pa preko telefonov oziroma kompjuterjev, tako pač ne gre. Ni več tega, nažalost, ni več te improvizacije, ni več tega, kako rečejo na jugu, mangupluka, ki se ga naučiš samo na ulici, od starejših, malo bolj namazanih. Tako smo se mi v Štepanjskem učili tudi od ljudi, ki niso se profesionalno ukvarjali z nogometom, ampak so imeli so ta nek pristop, zelo poseben, in ki te je spravil v trenutku na malo višji nivo ali pa na višjo stopnico, da si dojel, da je nogomet tudi nekaj drugega, ne samo lepo odigravanje akcij. To so ene vrste taki karizmatični vzorniki, ki te ponesejo po svojih stopinjah. Sigurno. No, ko smo po Štepanjskem naselju, Petar Stojanović za mnoge je bil kar prvo ime slovenske reprezentance v tem ciklusu, sploh potem, ko mu je selektor Matjaž Kek zamenjal igralni položaj. Kako ste vi doživeli to transformacijo? Absolutno, točno tako, kot si rekel. Tako da poteza, da se ga premakne naprej, je z vidika selektorja fantastična. On je kar zaživel, bil je zelo nevaren. Veliko akcij je šlo čez njega, distributer, tudi nekatere odločilne gole je dal. Ogromno se je začelo dogajati. Po njegovi strani, za njim je stal Krničnik, ki mu je držal tako imenovan hrbet, tako da absolutno je eden od najzaslužnejših za ta rezultat, za tak stil igre, tako da sem vesel zaradi njega. In pokazal tudi tisto drznost, ki so marsikdaj učitali, da je Slovenci ne premoremo toliko. Bil je pogumen, čustven, res ta državni ponos iz njega je žareval do te mere, da je še solze spustil po koncu tekme. Ogromno mu je pomenilo to. Tak gajsten, kako se reče, tako predrzen, pozitivno predrzen. Tako se prevečkrat fali igralcem iz tega podnebja tukaj. Na momente na meji nekih kartonov, ki včasih niso ravno prijetni. Tukaj se bo mogel malce brzdati, sigurno, dostikrat sem mu to rekel, tako da enostavno, da se malce bolj kontrolira, saj v nekih verbalnih komunikacijah za sodniki, drugače pa se pravim, eden od najzaslužnejših, da se je v ključnih tekmah odigral tako, kot se je odigral. Selektor Kek marsikdaj poudarja, Slovenija ni zgolj Oblak, ni zgolj Šeško, so še igralci, ki tvorijo to kolektivno zavest, pripadnost. Kako bi vi ocenili, je Slovenija ravno na tem področju storila ta odločilen korak, da je bila tako boljša kot v prejšnjih ciklusih? Pa sigurno je ta moment skupinske motivacije, moment kohezije, točno določenih vlog v ekipi je strašansko pomemben. In čas. Imeli so časa več kot dovolj, da se ta generacija izkristalizirala, da je prišla do tega, da je zelo stabilna, da je v svojih klubih začela igrati dobro, da je začela prevzemati tudi v klubih vodilne vloge, ne samo, da prihajajo iz klopi pa neke stranske vloge, ampak igrajo v svojih klubih vidne vloge, statusne vloge. Tako da za vse to je bil potreben čas. To je en ciklus od 5 let, da se na koncu lahko prišlo do tega rezultata. Marsikdo od nas ni imel te priložnosti, tudi v kriznih trenutkih se je stalo ob strani in se je počakal. Tako da to je, mislim, da ključen faktor, ker to podnebje tukaj nima toliko
produktivnosti, da ti lahko vsake 2 leti izkristaliziraš eno novo generacijo, ki bo dosegla tako odmevne rezultate. Se pravi, v tistih momentih, ko tega ni, treba biti strpen, treba imeti podporo in javno, in medijsko, in strokovno, in počakati normalno, da se spet izkristalizira neka nova generacija, ki lahko pride na najvišje tekmovanje. No, v vašem mandatu je bil drug predsednik Nogometne zveze, zdaj Radko Mijatović, je podprl Matjaža Keka, tudi ko mu ni šlo najbolje v prejšnjih ciklusih. Bi si vi želeli tudi malce več tiste svobode pri odločanju? Sej tukaj ni samo predsednik. Predsednik se je pač takrat v tistem trenutku potrudil, kolikor se je le dal in je stal ob strani. Gospod Mijatović je takrat bil podpredsednik. Se pravi, ni samo on, je tudi kupica nekih drugih ljudi, ki bi lahko malce drugače tretirali moj položaj v tistem trenutku. Še posebej, ker se je to začelo dogajati na polovici kvalifikacij. Dajmo povleči črto, naredimo kvalifikacije do konca. Enostavno sem bil primoran oditi iz mesta selektorja zaradi nogometnih stvari. No, mogoče kdaj boste izdali kakšno knjigo, pa bo malce bolj zapisano konkretno. Zapisanje vse, argumentiranje vse, dokumentiranje vse v nekem mojem osebnem arhivu. Nerad se spominjam teh trenutkov. Iskreno povedano, nerad se spominjam teh trenutkov in tako da jih tudi ne berem. Je pa spravljeno in sigurno bom to ob priložnosti povedal, točno kaj se vse dogajalo. Mogoče sem naredil napako, ker zdaj post festum to za nazaj gledati kar neka doba, ki je kar minila in marsikdo točno niti ne ve, kaj in kako, pa da ne izpade to kot neko opravičilo ali pa izgovori in bla 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 in bla bla bla. Ne želim tega, osebno mislim, da sem napako naredil, ker nisem v danem trenutku povedal neke stvari, ki bi jih moral. Ščitil sem, vse je šlo dejansko čez moj hrbet, ščitil sem veliko stvari, ki se na koncu niso izkazale za pametne. Imel sem svojo moralno vertikalo, vzgojen sem tako in meni je bilo to čisto normalno. Če z tega vidika pogledam, potem je čisto prav, da sem tako naredil. Da sem ščitil vse, kar je bilo potrebno zaščititi in da sem bil ta goba, ki je opijala vse te negativizme, ki so se pojavljali, ampak vseeno mislim, da bi pa kakšno stvar mogel tudi takrat povedati. No, se nočemo, da bi se ta rana še malce bolj zabolela. Gremo raje še na lepše zadeve. Tale pravljica, ki je bila prejšnji teden, lahko jo kličemo pravljica, jaz vas pravljica, ali so bile tiste prejšnje vrstitve že toliko bolj emocionalno polne, da je to zgolj še ena ponovitev? Jaz se osebno ne bi karakteriziral kot pravljica. Pravljica je bila prva, ena in edina, potem vse ostali te predevniki, superlativi ali ne vem kako ne jih je. Mislim, da jih niso. Je uspeh, je velik uspeh in dajmo jo zapakirati tako. Vse, ki je Andersen napisal svojo pravljico, ni bilo potem še naslednja na istem nivoju. Se pravi, ampak ena edina, Pepelka je ena, Rdeča kapica je ena in tako naprej in tako dalje. To je velik uspeh, čakal se je dolgo in lepo je, moramo biti vsi veseli zaradi tega, ker enostavno je to dokaz, da se v Sloveniji le dela dobro. Velika večina teh igralcev je produkt slovenske nogometne šole, produkt slovenskih nogometnih trenerjev. To, kar prevečkrat pozabljamo in prevečkrat potenciramo druge, namesto da bi sebe postavili na nek piedestal, ker si to dejansko zaslužimo. No, vse zadnji nogomet je še zadnja trdnjava slovenskega trenerskega ponosa. Ni bilo še tujega selektorja, za razliko od številnih drugih ekipnih športov. In prav je tako, saj so slovenski trenerji dokazali, da lahko popeljajo na najvišje tekmovanja. 2-krat svetovno prvenstvo, zdaj 2-krat evropsko prvenstvo, marsikdo
na Balkanu, razen Hrvatov, se mi zdi, niti približno nima teh rezultatov, pa je tukaj manjša zadeva, ni tako popularen nogomet, kot v drugih krajih na Balkanu. Se pravi, marsikdo se lahko nekako zamisli, kako se dela tam, da ne morejo priti na velika tekmovanja. Če temu lahko dodam, tudi slovenski trenerji so prihajali v Ligo šampionov, v Ligo Evrope in vse te lige, tako da enostavno ne vem, zakaj se skozi na nek način degradiram, oziroma zakaj tudi vi mediji na nek način ne potencirate našo stroko tako, kot si zaslužimo. Je veliko število trenerjev, ki izjemno dobre rezultate dosega tudi od zunaj. Pa se nazadnje, če samo mimogrede, se spomnim, več se piše o Rieri, ki je v drugi francoski ligi, imamo pa Luka Telsnerja, ki je bil prvak te iste druge francoske lige, z nekim neverjetnim nizom, neverjetnim rezultatom in zelo dobro funkcionira v francoski ligi in se zelo malo o njemu piše, ve, potencira, tako da nekatere stvari so mi res nerazumljive. Zakaj se to počne, jaz ne vem, ampak tako je. No, Luka Elsner je doživel to prekletstvo velikega slovenskega kluba, v narekovajih. Pri Olimpiji je imel svojo priložnost, hitro jo je zapravil, ni bilo potrpljenja z njim. Jaz ne bi to karakteriziral, kot da je on zapravil kaj. On je pač prišel v danem momentu tam. Zakaj ljudje niso imeli potrpežljivosti, to je druga stvar, mi se bolj obrnil na to. Na njegove delodajalce. Zakaj? Ker jaz sem dosti časa delal v tujini, 15 let, in vem, kako nogometne zveze tretirajo svoje trenerje. In vem, kakšne so mogoče tudi pod narekovaji, kakšne zahteve do klubov, da se obdrži stroka, domača stroka. Mi pa prihajamo tukaj do nekih anomalij oziroma ironije, da ima tujc mnogo več kredita, kakor ga ima domač trener, na bilo katerem nivoju. Tako da hitro se naše menja, hitro se jim najdejo neki momenti, ki jim ne odgovarjajo, tako da, kakor sem pa rekel, dokazali smo tudi, da od zunaj lahko naredimo dobre rezultate in jih delamo. Doma smo jih tudi naredili. Zakaj se to ne ovrednoti tako, res ne vem. No, vse mogoče, ko snaramo pri Olimpiji, so pa zdaj končno doumeli, da morda bi poskusilo nadaljevati slovenskim strategom, pa so Zorana Zeljkovića povabili. Po 2 tujcih. Res je, dobro je, da je temu tako, ampak sam veš, da je bilo ogromno turbulenc in njihovih razmišljanj v eno, v drugo, v peto smer, kaj vse niso izjavljali na tiskovnih konferencah, na zadnje so pa kontra vsemu temu, kar so rekli, naredili. Velik Smagat, malo da ne je bil že na vratih. Ogromno nekih imen je bilo v obtoku, od španskih trenerjev do nemških trenerjev, enostavno ne vem, zakaj se ne, veliko je trenerjev v Sloveniji, ki si zaslužijo priložnost, da delajo. Zoran jo je dobil, upam, da bo imel predvsem veliko medsebojnega razumevanja in potrpežljivosti. Normalno tudi sreče, da se ta priložnost njegova ovrednoti. Tako kot je imel v Kopru. Tako, recimo. Stali ob strani. Tako. Spoštovali so tisto, kar je naredil v prvi sezoni. In v naslednji sezoni, ko ravno ni steklo tako, kot so si vsi želeli. Je bilo veliko nelagodnih trenutkov, so kljub temu nadaljevali z njim, verjeli v njegovo vizijo in tako je prav. Zakaj se to večkrat ne zgodi, res ne vem. Ampak očitno prihajajo v slovenski nogomet neki drugi dejavniki, drugi interesi, katere sem jaz dojel v tem delu sedaj, v tem letu, ko sem bil svetovalec, pa si lahko malce izven igrišča, pa poslušaš, pa vidiš,
da so prevzeli nogomet v Sloveniji ljudje, ki jim je lastni interes pred skupinskim ali pa pred razvojnim nogometom v Sloveniji na višji stopnici. Ker če to de facto drži, pol se ne piše ravno najbolje v klubskem nogometu. To je moj občutek, mogoče objektiven, mogoče subjektiven, ampak jaz sem ga dobil in če je temu tako in če se to tako nadaljuje, potem res smo lahko na dolgi rok zaskrbljeni. Tako. Ja. Nič kaj lepa konotacija po teh reprezentančnih lepih zadevah, da je pa klubski nogomet na taki preizkušnji. Vse mislim, da sem sam povedal tisto, kar marsikdo si misli. Jaz nisem nič odkril zdaj nobene tople vode, niti sem odkril Ameriko kot klump, ampak to so dejansko stvari, ki vladajo, ki ogromno menjav, ogromno igralcev, protok teh igralcev je neverjeten, kvaliteta je zelo vprašljiva, predvsem v tujcih govorim. Menedžerske skupine kar kontrolirajo tukaj dobršen del nogometa in to je tudi Marjan Pušnik opozarjal nedavno. Potem nisem edini, ki to vidi, redko kdo se upa to povedati, ampak to tako je in ne rabimo si, ne smemo si zatiskati oči, ker če bomo to delali, potem bomo pod preprogo vse pospravljali, ali pa da se skrijemo pod tem zelo dobrim rezultatom in lepim uspehom z uvrstitvijo na evropsko prvenstvo, pa da se vse to lepo poleže. Lih zdaj je trenutek, da se treba tudi na to upozoriti in odprti debato, da se lahko spet izkristalizira neka nova generacija. Malo sem začel uporabljati ta izkristalizira, grem sam sebi na živce že, bom mogel do konca. Ne, ker da se ustvari neka nova generacija, ki bo spet naredila en lep uspeh. Zakaj pa ne takoj že za svetovno prvenstvo? No, ker drugo leto, ko bodo mladi po celem svetu ali pa Evropi zbirali te samolepilne sličice, in bo prišla stran Slovenije, bo pisalo, da sta dva iz slovenske lige, praktično. V prvi 11-terici in bo se rekel, wow, ta liga pa je nekaj. Seveda. Dobro bi bilo, da še na klubski ravni nekaj postorimo v evropskih tekmovanjih, tako kot je Maribor to včasih delal, in da se to komponira, da ni samo to na državnem nivoju, ampak tudi, da je klubsko tako zainteresirano in tako markantno, da tujci oziroma da te, ki spremljajo od odzunaj zadevo, da rečejo, tukaj so pa kvalitetni trenerji, kvalitetna liga, kvalitetni igralci, dajmo mi malo učvršiti na to, kaj se tle dogaja. Bili ste svetovalec v Domžalah, to pomeni preteklih, da niste več? Ne, jaz od maja tam nisem več. Takoj po koncu sezone sem obvestil predsednika, da mislim, da je bolje, da se na nek način razidemo. Kako pa je delovala ta funkcija? A ste imeli kakšne take normative pri upravljanju dela? Ne, jaz sem s predsednikom bil neprestano v kontaktu. Od mene je pač, ne bom rekel zahteval, ampak moja naloga je bila, da pač neke stvari postorim, ampak tukaj bom končal, zaradi tega, ker preveč spoštujem predsednika, preveč spoštujem klub, da bi podajal bilo kakšne komentarje na to temo. Iz preprostega razloga, ker je to moj prvi klub, dal mi je priložnost in se bom tukaj kar ostal. No, in trener je Dušan Kosič, še eden obraz iz Štepanjskega naselja. Ja, Dušan Kosič je zdaj tam. Želim mu vso srečo, pa bomo videli, kako bo. Z Domžalami ste bili prvak, s Crno zvezdo ste bili prvak, vodili ste reprezentance Slovenije in pa Latvije in še malo morje enih različnih izkušenj do Kitajske, Združenih arabskih emiratov, ne nazadnje Belgije.
čutite, da je zdaj napočil čas, marsikdo reče, Bližnji vzhod, Savdska Arabija, tam se zdaj dogaja, da bi vas tole zamikalo ali bi bili radi ostali bližje doma? Iskreno bi rajši bil bliže doma. Nogomet v Arabiji in kompletnem tem arabskem polotoku se že kar nekaj časa razvija. Ogromno se vlaga. Trenutki, ko si tja lahko prišel malce lažje, so mimo. Sedaj je to velik naval. Nekakšna ekspanzija je skoraj da pa ista kot v trenutku, ko sem odhajal na Kitajsko, kjer pač je bilo ogromno število evropskih trenerjev, velikih zvezd, ki so igrali za kitajske klube. Tako da zdaj je sigurno malce težje priti na arabski polotok, kot rečemo 5 let nazaj ali pa 10 let nazaj. Ja, da so malce bolj selektivni, gledajo na tiste najmočnejše CV-je zahodnega evropskega nogometa. Ja, sigurno gledajo tudi iz marketinškega vidika. Treba popularizirati nogomet dol, če se ne motim, so se ali pa se bodo prijavili tudi oziroma kandidirali skoraj že reče, za svetovno prvenstvo. Je že v njihovih rokah. Tako da zdaj treba, vem kako to počnejo, ker sem v istem trenutku v letih 2009, 10, 11, 12 bil v Emiratih. Takrat se je nekako začelo lobirati za svetovno prvenstvo v Katarju. Ja vem, na kakšen način in koliko pozornosti posvečajo k temu, da se prvenstvo pripelje dol. Vas pa ne bi mikalo, kot recimo vašega nekdanjega sodelavca Srečka Katanca. Ravno prihodnji mesec bo na azijskem prvenstvu v Katarju vodil Uzbekistan. In še Nihat Pejković in številni. Ja, seveda, to je lep uspeh. Azijsko prvenstvo, imel sem čas, da sem tudi takrat, ko so sodelovali skupaj s Srečkom, bil na azijskem prvenstvu v Katarju, ravno v Katarju. To je na nek način evropsko prvenstvo, njihovo azijsko. Zelo pomembno, kvalitetne reprezentance. Vidim, da z Uzbekistanom jim dobro gre. Tudi tam sem bil dvakrat, ena zelo zanimiva izkušnja. Ravno na tekmi proti Uzbekistanu smo se uvrstili na azijsko prvenstvo. Takrat za zmago. To ni naključje. Ni naključje, tako da želim Srečku in Alešu in Nihadu veliko sreče na prvenstvu. In Uzbekistan je ravno na podobno območju kot Kazahstan, ki je na nek način odredil tole nogometno pravljico. Ja, to so reprezentance, ki so strašno neugodne. Vsi mislimo, da je to neka egzotika še vedno. Ogromno število dobrih in kvalitetnih igralcev, ki tudi igrajo v nekih kvalitetnih ligah. Kar se samih igralcev tiče iz arabskega polotoka in teh nekih, oni redko kdaj to zono komforta želijo zapustiti in jeti nekam drugam. Ja. To je edini razlog, zakaj še več ne igra. V tem pogledu so v principu Iranci najbolj odprti. Ekspanzirani. Ampak oni sebe ne jemljajo kot Arabce, ampak kot Perzijce, pa je to malce drugače njihova filozofija. No, če ostanemo pri Evropi, kdo se vam zdi zdaj v slovenski reprezentanci je najmočnejše orožje in tak kredit, s katerim bi lahko Slovenija malce več napravila, tudi na evropskem prvenstvu? Pa največje orožje je sigurno ta homogenost ekipe. Kako bom rekel, ena ekipa, ki je navajena delati in garati, vključno z napadalci. Se pravi, imamo dva napadalca, Šeško in Šporar, ki jim ni tuje se vrniti nazaj, oddelati veliko v defenzivnem nekem bloku, z nekimi karakteristikami veznih igralcev, tako da in ta kompaktnost, ki se kaže in želja na vseh delih igrišča, tako da upam, da se to samo raste in da bodo do evropskega prvenstva vsi v dobri formi in brez poškodb. Ja, in ta mladost imponira.
Šeško 20, Vipotnik 21, tudi Bioling, Gnezda Čerin 24. Imamo nosilce, Brekalo na vse zadnje poškodovan, tudi 24. Tako je, Drkošič je tukaj od ozadij, ki je bil zelo zainteresiran na Crvena zvezda tudi za njega, da se ga pripelje. Še ogromno igralcev, ki v 21 mogoče že počasi trkajo na vrata članske ekipe, tako da je sigurno selekcionirana ekipa tako, da se lahko gleda na daljši rok. V soboto bo žreb, seveda ga bomo spremljali z velikim zanimanjem, lahko se zgodi marsikaj, ampak vemo, da iz prvega bobna so zgolj vele sile. Koga bi si vi zaželeli? Nimam nekih pretiranih želja, naj bo skupina konkurenčna. Konkurenčna v taki meri, da lahko greš v naslednji krog. To je moja želja. No. Zdaj, iz prvega bobna... Ponavadi smo Španijo dobili, če so bila velika tekmovanja. Ja, to bi bilo na naš stil igranja mogoče še najmanj primerno, ampak ne moreš se izogniti kvalitetne reprezentance iz prvega bobna, pač enostavno ne gre. Le različni stili igranja so pod vprašanjem, da so vse kvalitete da so hitri in moramo biti pozorni. Zakaj to govorim? Zaradi tega, ker mogoče tekma z Dansko nam je pokazala neke stvari, pa neko kvaliteto, ki smo jo gor na Danskem stežka dohajali. Zakaj to omenjam? Omenjam zaradi tega, ker je Danska pol leta nazaj na svetovnem prvenstvu v Katarju izpadla že v skupinskem delu. Sprav, zdaj prihajamo v sistem reprezentanc, ki so vse po vrsti kvalitetne. Tako da tudi drugi boban ne bo bistveno kaj lažji. Tako da počakajmo do sobote, pa bomo potem lažje komentirali. Ja, ko prebereš Albanija, Avstrija, misliš malce podcenjevalno. Vsaj v preteklosti je bilo tako, ampak mislim, da zdaj so realnosti drugačne. Pa dokler se zavedamo, da nismo mi v poziciji, da bilo koga podcenjujemo, takrat smo v principu najbolj uspešni in najbolj produktivni. Ko se prihaja na igrišče s to miselnostjo ali pa v ciklus kvalifikacij. V trenutku, ko se začne kaj pretirano razmišljati, da si ti nad nečem, takrat se ta DNK totalno poruši. In ta DNK na kakšen način se prihaja na velike tekmovanja, je tukaj zelo dobro znan. Čim se odstopa od tega, mislim, da ne bo v redu. Države z območja nekdanje Jugoslavije, zaenkrat je Slovenija, Srbija, Hrvaška, prvič v zgodovini, da so vse tri na velikem tekmovanju istem. Tudi Bosna in Hercegovina bo imela še svoje možnosti spomladi. Lahko dobimo Srbijo, Hrvaška žal ne. Prvič je to v zgodovini. Sistem je omogočil nov sistem tekmovanja, ko je tudi tlele moramo biti realni in povedati, da je prvič sedaj večje število reprezentanc na Evropskem prvenstvu, da sta prva dva direktno uvrščena, kar do sedaj ni bilo, in celo ta tretji, četrti, da ima še dodatne možnosti v nekih doigravanjih, da pridejo na Evropska prvenstva. Pa če format to omogočil, Hrvaško, igrali smo z vsemi, igrali smo s Srbijo, igrali smo s Hrvaško, poznamo kvalitete, tako da vse so to kvalitetne reprezentance, bomo videli, kaj bo Bosna naredila, ima zelo neugodnega nasprotnika, Ukrajino, ki je v kvalifikacijah kar pokazala zobe, pa tudi na tekmi z Italijo. Tisti sporni prizor za 11 metrov, ko ne še ni vedno sporen, buri to je duhove. 11 metrov. Ja, Za mene ni sporen, tako da... Imajo Italijani to nadmoč. Vedno se je dogajalo to in vedno se bo nažalost dogajalo, da se mogoče na nek način nekoga sfavorizira v danem trenutku, da je na velikem tekmovanju, ker to za sabo povleče tudi število gledalcev, marketinških prijemov, sponzorskih prijemov, tako da enostavno brez tega ne gre, ne? Ampak
Če se vrnem na Ukrajino, je pokazala v sami tekmi, na 2 tekmah ali pa v celotnih kvalifikacijah to grupo sem kar podrobno spremljal, da so zelo konkurenčni in Bosno čaka izjemno težko delo. Kar se tiče Ukrajine, brez nje si ne moremo predstavljati prvega slovenskega velikega uspeha, spomin na tisti zasneženi Kijev. Kje ste bili vi takrat? Bil sem v Ljubljani, spremljal sem tekmo, iskreno sem se zelo veselil. Bil sem profesor na srednji lesarski šoli. Ja, ko je bil sprejem, sem normalno prekinil pouk in svoj razred odpeljal na sprejem pred magistrat. In ker so to v principu, bil sem v tisti množici, bil sem v množici, ki je proslavljala ta uspeh pred magistratom. Normalno učenci niso vedeli, da so to v principu moji večina bivši soigralci, prijatelji, in ko sem jim omogočil neke podpise, slike in ne vem kaj še vse, so me od tistega trenutka v šoli čisto popolnoma drugače gledali. Sploh niso vedeli vašo preteklost, da je bila tako povezana z nogometom? Ja, vedeli so, da sem igral nogomet, da sem se s tem ukvarjal, koliko resno niso vedeli, koliko sem blizu igralcem, ki so takrat igrali, Žele, Sašo Udovič, Galič, ki so bila skupaj v vojski. Prav z Markom Galičem v vojski? Jugovojski? Ja. To je pa... Sicer nismo bila v isti kasarni, bila so oba dva v Puli in sva trenirala... Mornarica. Jaz sem bil mornarica, on je bil pa, se mi zdi, na letališču, takrat smo rekli plavci so bili. Elitni. Tako da sva pa Istri imela na voljo, da so trenirala 2krat na teden z nogometnim klubom Istra, tako da, to je to, no, in sem te učence pol kepel. Pa kaj pogrešate te dneve brezskrbne? Verjetno, ko ste bili profesor, ste točno vedeli, kaj je vaša naloga, ko je bilo konec službe domov in brez kakšnih takih ali drugačno neugodnih občutkov? Ja, jaz se zelo, zelo rad spomnim teh trenutkov in srednje šole, lesarske šole, učil sem tudi na srednji kemijski šoli, to je v isti zgradbi, to je šolski center Ljubljana, in vedno se rad spomnim na te trenutke. Potem sem še 3 leta učil na osnovni šoli Oskar Kovačič na Galjevici. Velikokrat se tudi odpravim tja, jih pozdravim, velikokrat me povabijo na kakšne proslave, na zaključne prireditve, tako da eni res lepi spomini na to obdobje, in vesel sem, da je bilo to tako. No, se spominjam, ko ste imeli eno izmed glasbenih večerov v Ljubljani, ravno sem se odpravil ta prostor in par deklet gre ven in si med sabo govorijo, to je bil naš profesor. In pa je bilo točno videti, kdo je koga ošarmiral. Dobro. Veliko zanimivih situacij je bilo v tem nekem profesorskem poklicu. Sem profesor športne vzgoje in učenci imajo nekako lažji pristop k profesorju športne vzgoje, kot profesorju matematike, recimo. In več se odprejo, lažje kaj vprašajo, lažje tudi izpostavijo kakšne probleme. Ni bilo vse tako bajno. Predvsem v srednji šoli se pojavljajo različne težave. Hormoni adolescenca. Tako da enostavno smo včasih tudi kakšno uro skrajšali, pa smo se šli pogovoriti z učenci ali pa z učenkami, ker sem imel tudi mešane razrede. Tako da z nekaterimi se še danes srečam, vidim, to so zdaj odrasli ljudje s svojimi družinami, nekateri zelo uspešni in me veseli. Torej, nekdanji profesor, boste še kdaj? Težko verjamem. Nogomet me je res posrkal tukaj. Tukaj sem doma, mislim, te izkušnje, ki sem jih nabral, bi jih rad delil naprej. V šoli je to drugače, ne morem teh izkušenj nogometnih, lahko neke življenjske izkušnje podelim z učenci. Rad bi delil v nogometnem svetu
svoje izkušnje, če bo možno tukaj, če ne pa nekje drugje, ker vidim, da je tlele zadeva po teh 15 letih moje zunanje kariere, da so se zadeve malce zamenjale tukaj in miselnost malce zamenjala, tako da nekatere stvari mi niso lih jasne. V vašem življenju pa seveda ni samo zgolj nogomet, ampak je velika ljubezen tudi do umetnosti, zlasti glasbe. Kar nekaj časa že nismo videli v kakšnih javnih nastopih, mar to pomeni, da to zatiše pred viharjem, da se pripravlja kaj novega? Pa recimo, da sem imel tu časa za te stvari. Jaz nikoli nisem skrival, da je glasba moja velika ljubezen. Nažalost se v Sloveniji to drugače tretira. Ima eno negativno konotacijo, kaj češ zdaj ti kitarist pet rajšt to igrati. Pa namesto, da bi, to je plemenito. Ja, seveda, da je To bi moralo plemenito. častiti. Seveda, da je plemenito in to je Ekstra v talent. zunanjem svetu je to absolutno dobrodošlo, lepo, prijetno, zanimivo, in ne vem še, kako drugače naj to opišem. Tukaj je pač zelo negativno to obarveno. Spet je to ta majhnost, ne govorimo o majhnosti, majhnost miselnosti. To je to. Imamo nešteto primerov iz profesionalnega nogometa, ki so se isto ukvarjali z glasbo. Peter Čeh je golman Chelsea, češki reprezentant, ki je fantastičen bobnar. In je imel koncerte, ne vem, Roque Santa Cruz je kitarist, zelo dober, Alexi Lalas, bivši reprezentant Amerike, pa ne vem, še ta... Še Schmeichel je igral z Robbie Williamsom. Tako, ta povezava med športom in glasbo je zelo pristna. Ne nazadnje Elton John bil predsednik Watford kluba, Rod Stewart, angleški reprezentant, 21 let. Tale od Busha, pevc od benda, bivši mož od Gwen Stefani, tudi on je igral nogomet. Te korelacije so tesno povezane. To ti sam pove, da ta, ki se s tem ukvarja, ima mogoče drugačno perspektivo, ima drugačen ritem znotraj sebe. Ne boste verjeli, v arabskem svetu strašansko talentirani igralci za petje in po vsakem nekem gostovanju, na nekem dolgem, ko se treba voziti z avtobusom, se to poje, to je ritmika, to se ploska. V Afriki, kjer sem tudi bil na nekem njihovem izobraževanju, ker sem jim predaval evropski način vodenja nogometa, se vsako ogrevanje nekako v neki ritmiki, z neko glasbo, z nekimi ploskanji, z neki koreografijami, dejansko s koreografijami se opravlja ogrevanje. Tako da to je tesno povezano. Ja, Prej bomo Novi odprli Zelandiji. ali pa Nova Zelandija, njihov famozni haka ples pred nasprotnikom, pred začetkom tekme. Tako da, ampak bomo videli, no. Vaša kitara zdaj stoji ali je prižgana za kakšne vaje? No, mojih 5 kitar je kar aktivnih v tem trenutku. Se snemajo neke stvari, ne smem kaj pretirano izdati teh skrivnosti. V pravem trenutku bom to tudi povedal. Sodelujem z vrhunskimi slovenskimi glasbeniki, tako da to je to. Je med njimi morda tudi ta trije, ki so na in? Ste z njimi kdaj sodelovali? Nisem. Je pa del pesmi od Pankrtov vključen v eno izmed pesmi, seveda z odobritvijo Perota. No, to sprašujem, ker prihaja decembrski čas, poln koncertov, enih glasbenih razodetij in kakor kaže, ga boste preživeli še takole v prednogometnem pričakovanju, sklepanju novih pogodb? Bom videl. Bo pestro. Sigurno bo pestro, mogoče bo treba kam odpotovati. Osredotočen sem. To je, kar so se zdaj pogovarjali o glasbi, to je nazaj. Zdaj je ena druga stopnica pred mano.
vsa ta snemanja so bila že opravljena pol leta nazaj, tako da zdaj se vrhunsko. samo finalizirajo. Jaz pa seveda gledam svojo nogometno zgodbo, svojo profesionalno pot, to je pa pač ljubiteljska, ki vedno lahko in bo počakala. Skratka, Slavša Stojanović, motiviran, niste še rekli zadnje, v vrhunskem nogometu. Mislim, da ne, samo v najboljših trenerskih letih, čeprav se ta letvica pomika malce nižje in nižje, v smislu, da so vse mlajši in mlajši trenerji atraktivni za vodenje ekipe, to je nek trend in prav je tako. Mislim pa, da sem dejansko v najbolj zrelih nogometnih letih z veliko izkušnjami in da bi bilo zdaj nespametno z moje strani, da sam sebe povlečem nazaj v ilegalo. Čeprav vidim, da sem v nekaterih okoljih strašansko izoliran, pa ne vem zakaj. Dokler se bo pojavil nekdo, kateremu sem jaz interesanten, bom bil seveda za nogomet in absolutno za trenerski poklic. Se pa tudi zavedam, da je z leti vse manj in manj zainteresiranih, ne samo glede mene, enostavno je pač tak trend in da treba z enim kančkom očesa ali pa z nekim delom tukaj v malih možganih pač razmišljati tudi, kaj, ko pa ne bo tega, kaj potem početi. Ja, Slaviša, veliko uspehov in na nadaljnji poslovni poti, tako nogometni, življenjski, kot tudi športni, glasbeni, vsekakor. In hvala, da ste se oglasili tukaj in ste prebili let na sportalovem delu s podcasta. Me veseli, da smo začeli eno novo poglavje v vaši neki zgodbi. Upam, da bo uspešna. Še enkrat, da se vrnem na glasbo. Glasba ni moja pot, glasba je samo moj filter. To sta dve veliki razliki. Ne hodam po bifejih, ne hodim po nogometnih lokacijah, kjer razpredam politiko, enostavno rajši grem v neko izolacijo, kjer odprem svoje pore, bi temu tako rekel, na nek drug način in ventile, da potem lahko lažje delam in se sopadam z vsemi pritiski in deli nogometa, ki niso najbolj prijetni. No, kar se okusa za glasbo tiče, pa vemo, da je iz prašnega testa, lahko potrdim. Štepansko naselje je to izoblikovalo, čeprav marsikdo misli, da je ravno drugače. Rock and roll in alternativa je bila vedno v štepanskem naselju, zdaj so se generacije zamenjale, sploh niti ne želim to komentirati, ampak v tistem času, najinem času, dejansko je alternativno gibanje bilo v ospredju in ponosen sem na to. Slaviša, še enkrat hvala in veseli december. Hvala, enako in srečno z vašo oddajo. Hvala.